ljudske stranke do vprašanja sprememb volilnega sistema oziroma 80. člena ustave, ki ureja volilno zakonodajo oziroma volilni sistem. Bi bili vi pripravljeni na kakšne kompromise, ko gre za recimo dvig praga za vstop v državni zbor? To je ena izmed rešitev in ta rešitev teh 5% je najbrž zgornja meja, kolikor bi se še želel ohranjati proporcionalni sistem kot volilni sistem. Vaša stranka je recimo tudi leta 1996 po referendumu oziroma referendumih bila tista, ki je prispevala tudi glasov za kompromisno rešitev oziroma sedanjo rešitev, ki je rešila takrat zagonetno situacijo zaradi 3 predlogov. Bi tudi danes podprli tako rešitev, kot je sedaj v ustavi, se pravi proporcionalni volilni sistem pa 4% volilni prag. Se vam zdi, da je bila takrat sprejeta ustrezna rešitev? Takrat je bila pač poiskana rešitev v tistem trenutku, v tistih okoliščinah. Mislim, da je bil kar primeren kompromis. Danes je okoli tega precej debat. Imamo 3 predloge, ki odgovarjajo na spremenjene razmere pač po toliko letih. Nam je ta predlog, ki ga je tudi predsednik Republike predstavljal na koncu kot favoriziran predlog, s katerim bi se ukinili volilni okraji, korak v napačno smer, ne sledi temu, kar predlagatelji govorijo, da bi volivci imeli večji vpliv na izvolitev poslanca, kajti v tem primeru bi volilno telo na približno 250.000 ljudi izbiralo poslanca. Volilna enota, iz katere prihajamo, 6. volilna enota, to pomeni, da bi izbiral nekdo iz Metlike, Bizeljskega, Laškega, Zagorja ob Savi in se odločil o eni personi. Za nas je brisanje volilnih okrajev odmik poslanca od volivca. To bi sicer še vedno bil modificiran proporcionalni volilni sistem, večinski pa najbrž za vas ni sprejemljiv, kot ga predlaga in favorizira večino časa sedaj največja opozicijska stranka SDS. Med vsemi temi 3 predlogi je za nas najbolj sprejemljiv kombiniran sistem. To je sistem, ki je približek nemškemu volilnemu sistemu, in Zveza društva upokojencev je predlagalo predlog, v katerem bi bilo 44 okrajev, kjer bi morali tudi volivci, kandidati za poslanca imeti domicil v tistem okraju, drugo polovico, 44 poslancev, pa bi se volilo po proporcionalnem sistemu. Za nas je ta sistem izmed vseh teh 3 variant najbolj sprejemljiv, vekolikor gremo v spremembo volilne zakonodaje, omogoča to, da se dejansko še vedno na približno 40 do 50 tisoč ljudi izbira predstavnika tega ljudstva, ne na veliki številki 250 tisoč, kjer bi imeli veliko prednost uveljavljeni politiki, estrada. Konec koncev bi tudi ta sprememba dovoljevala, da se predsednik neke stranke, recimo iz Gorenjske, da izvoliti v Prekmurju. Ne vem, kako bi ta človek potem predstavljal Prekmurce. V redu. Najlepša hvala za odgovore. Morala biti kratka.